občinske svetnice, spoštovani občinski svetniki, občin Ormož, središča Drave in Sveti Tomaž, spoštovani gostje, spoštovani predstavniki medijev, lepo pozdravljeni na prvi skupni izredni seji občinskega sveta Ormož, občinskega sveta občine Središča ob Dravi, Sveti Tomaž in občine Ormož. Zdaj, sklic same seje je potreboval k temu, kar se nam dogaja v zadnjem času in absolutno je sklic izredne seje, kot tudi potrebni odgovori na določena vprašanja, so v tem času absolutno nujno potrebni. Zdaj, prej, ko začnemo z samim dnevnim redom, bi prav posebej še predstavil naše današnje goste, ki so se odzvali. Naj prvo povem, kdo je bil vse povabljen. To se pravi, vabilo za samo skupno izredno sejo je bilo poslano Vladi Republike Slovenije, Uradu Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo imigrantov, Policijska postaja Ormož, Policijska uprava Maribor, Zdravstveni dom Ormož, Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije in Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije kot seveda vsem sredstvom javnega obveščanja. Zdaj, naše seje se danes udeležujejo ze strani Policijske uprave Maribor, gospod Zupančič, gospod Šprah, gospod Ramot in pa imamo tudi, se pravi, predstavnico oziroma gospod Katarino Štrukelj iz Urada za oskrbo in integracijo migrantov. Zdaj, iz Policijske uprave še me opozarja, da še je tudi med nami gospod Meglič, seveda tudi direktor Policijske uprave Maribor, se opravičujem za neobveščanje, in pa med nami je tudi VD direktorja, se pravi, Zdravstvenega doma Ormož, gospod Aljaž Čebej. Zdaj, ostalih prisotnih, malo me skrbi, da ni prisoten nobeden iz Ministrstva za zdravje Republike Slovenije. Zdaj, minister za notranje zadeve se nam je opravičil. Prej, ko začnemo z samim dnevnim redom, bi podal par napotkov, na kakšen način bo današnja seja izgledala. To se pravi, vidimo, da nas je veliko, sklic je bil, se pravi, z vsemi občinskimi sveti. Zdaj, kar se tiče samega vodenja seje, smo se župani odločili, da to sejo vodim jaz, se pravi, župan občine Ormož. Zdaj, kar se tiče prijav k sami razprave, bo seveda potekalo, kot so poslovnike, to se pravi, prvo bomo dali priložnost tistim, ki bodo govorili v imenu svetniških skupin, kasneje posameznike, vse razprave pa se bodo dogajale kot tudi predstavitve, kot tudi govori, se pravi, gostov za govorniškim pultom. Zdaj, upoštevali bomo tudi pravilo igre naših poslovnikov, to se pravi, probajmo se držati, da posamezniki govorijo in pa izkoristijo 3-minutni čas, se pravi, same svetniške skupine pa so pač upravičene do 5-minutne razprave. Prijave že imamo, se pravi, k sami razprave, če pa bi še se mogoče kdo javil, pa bomo to storili z dvigom rok. Zdaj, zunaj tudi spremljajo, se pravi, sam potek, bi rekel, te izredne seje. Zato vse tiste, ki bi radi zastavili vprašanja na račun umeščanja azilnega doma v Središče ob Dravi, kot tudi, bi rekel, neupoštevanja države pri izbiri lokacij, to se pravi, sami satelitskih urgentnih centrov, naj ta vprašanja zastavijo do 16:30 ure. Potem bomo ta vprašanja kasneje pri posameznih točkah prebrali in seveda goste prosili oziroma jim dali besedo, da nam nekako odgovorijo na ta vprašanja. Točke bomo najprej predstavili, kasneje pa dali, se pravi, razpravo oziroma da pojasnijo v tej točkam tudi gostje, razpravo bomo potem tudi pričeli. Zdaj, da pričnemo z dnevnim redom, bi samo jaz rad si sprejel en sklep, to se pravi, ker bo glasovanje javno, glasovali bomo tudi z dvigom rok, bi samo vprašal, se pravi, prisotne svetnice in svetnike, ali se s takšnim predlogom strinjamo. Prosim, če to potrdimo z dvigom rok. Kdo je za? Je mogoče kdo proti? Vidim, da smo ta sklep, se pravi, soglasno sprejeli. Zdaj, če pričnemo z samo sejo, imamo potrditev dnevnega reda, ki se glasi oziroma ga sestavljajo 3 točke.
Kot prvo točko potrditev dnevnega reda, kot druga točka je sprejem stališč občin do namere Vlade Republike Slovenije v zadevi organiziranja začasne izpostave azilnega doma v Središču ob Dravi. Kot točka 3 je sprejem stališč občin glede vzpostavitve satelitskih urgentnih centrov, ki so bili določeni z uredbo o programih storitev obveznega zdravstva, zavarovanja, zmogljivostih potrebnih za njegovo izvajanje in obsegu sredstev za leto 2024. Sprašujem, kdo se strinja z takšnim dnevnim redom? Prosim za dvig rok. Je mogoče kdo proti? Ugotavljam, da smo tudi dnevni red soglasno sprejeli. Zato prehajamo na točko 2, to je sprejem stališč občin do namere Vlade Republike Slovenije v zadevi organiziranja začasne izpostave azilnega doma v Središču ob Dravi. In prosim župana Središča ob Dravi, gospoda Tonija Jelovico, da nam poda uvodno predstavitev. Hvala za besedo. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Jaz bom vam na kratko predstavil kronologijo, kako se je dogajalo. Pred tem pričetkom pa bi povedal sledeče. Bila so postavljena poslanska vprašanja v Državnem zboru Republike Slovenije na temo azilantskem domu 1.2.2024, na kar so dobili odgovor 27.2.2024. Na teh vprašanjih oziroma vprašanja so se glasila, na katerih lokacijah se predvidevajo te nastanitvene kapacitete. Odgovor vlade je bil, postopek je še v teku, zato Vlada Republike Slovenije ne more podati informacij, dokler postopek ne bo zaključen. To so bila odgovori na vprašanja podana 27.9., na kar se je zgodilo 29.2., ko je Vlada Republike Slovenije na svoji 93. redni seji sprejela sklep, da območju višjih mejnih prehodov Obrežje in pa Središče ob Dravi organizira izpostavo azilnega doma. Z tem sklepom vlade sem bil seznanjen popoldan od gospe Katarine Štrukelj, katera me pač obvestila o tem sklepu vlade. V petek 1.3.2024 popoldan sem bil s strani urada tudi poslano uradno sporočilo za javnost. V ponedeljek 4.3. pa sem prejel zvečer še sklep vlade, kateri je tudi bil poslan. O nameri vlade nismo bili seznanjeni pred sprejetjem sklepa vlade in se rogočen in ostro nasprotujem ne kot župan, občan in pa starš otrok. V prostojnosti organov nisem mogel dobiti nobenih informacij, sem pa klical preko vikenda, vendar nisem dobil nobenih odgovorov. Sem pa tudi preko vikenda dobil številne klice občanov in širše okolice, saj so izražali globoko zaskrbljenost in nasprotovanje tej pobudi. V okolju, v katerem živimo, bi postavitev azilnega doma imela nezaželene posledice na naše življenje, okolje ter družbeno in gospodarsko dinamiko. Iz medijev je bilo razbrati, da je urad iskal nove kapacitete po slovenskih občinah, vendar so naleteli na nasprotovanja. Iz tega lahko sklepam, da smo potem mi in naši občani obravnavani kot drugorazredni državljani, saj je vlada sprejela sklep brez shodnega soglasja lokalne skupnosti. Smo obmejna občina in s problematiko migrantov se srečujemo že nekaj let. Smo mala občina, manj razvita, prebivalcev imamo okoli 1900, ki iz vzhoda in z juga meji na Republiko Hrvaško, iz katerega v glavnem prihajajo migranti. Z dolžnim razumevanjem imamo več tehnih razlogov proti umestitvi azilnega doma v Središču ob Dravi. Država se z občinskim vodstvom pred sprejetjem te odločitve ni posvetovala, saj bi lahko naši razlogi pomagali pri odločanju in ne bi povzročili takšnih reakcij domačinov. Umeščanost centra tik ob zelo prometni in slabi cesti bi pomenilo veliko tveganje za prometno varnost. Lokacija ni predvidena po prostorskih načrtih za postavitev bivalnih enot. Sama lokacija je neprimerna za postavitev azilnega doma. Smo kraj z malo prebivalci, za katerega bi azilni dom z nekaj migrantov pomeni precejšno obremenitev in razumeno nelagodje vseh občanov in staršev otrok. Obstaja možnost incidentov med lokalnim prebivalstvom. Ljudje iz centra bi se lahko prosto gibali, s tem pa je strah pri starših v glavnem šoloveznih otrok in starejših občanov ter vseh občanov v širši okolici. Tudi razne organizacije se s to lokacijo ne strinjajo, da ni primerna. Razumemo obveznost naše države povezane z mednarodnim humanitarnim pravom, vendar menim, da v Sloveniji veliko bolj primernih mest za namestitev migrantov, ker bi njihovo začasno bivanje ne bi povzročilo toliko tveganj kot za naše občane. Zato je občinski svet na 9. redni seji sprejel sklepe. Občinski svet občine Središče ob Dravi upošteva mnenje prebivalcev lokalne skupnosti ter poziva Vlado Republike Slovenije k preklicu sprejetega sklepa, ki je bil sprejet na 93. redni seji Vlade Republike Slovenije
v zadevi azilnega doma v Središču ob Dravi. Občinski svet poziva Vlado Republike Slovenije, da se predhodno opravijo dodatne analize in posvetovanja s prebivalci lokalne skupnosti, strokovnjaki za področja varnost, socialnih in ekonomskih vplivov ter ponovno preuči lokacijo postavitve azilnega doma, preden se sprejme kakršnokoli končna odločitev glede postavitve azilnega doma. Občinski svet naroča županu, da s pisnim obvestilom nemudoma obvesti Vlado Republike Slovenije o tem sklepom in s pozivom, da se upošteva načelo transparentnosti in sodelovanja strani vlade pri obravnavi tovrstnih vprašanj, ki neposredno vplivajo na življenje in dobrobit lokalnih prebivalcev. Občinski svet naroča županu, da se upoštevanje območja sklicuje tudi izredne seje občinskih svetov občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomač, vključno s pristojnimi državnimi organi, prebivalci in drugim zainteresirano javnostjo, za izkazanje osrednje lokacije za postavitev azilnega doma, ki ne bi bila negativnih vplivov na življenje in delovanje lokalne skupnosti. Vlado Republike Slovenije pozivamo k ponovni vzpostavitvi šengenske meje za zagotavljanje večne varnosti in učinkovitejšega nadzora migracijskih tokov z upoštevanjem odredb in pa po pravilih, ki urejajo gibanje obseg preko meja, ki določa tudi, da lahko države članice uvedejo začasne kontrole na mejah v odzivih na resno grožnjo javnemu redu in notranji organizaciji. Obrazložitev. V zadevi enostranskega odločanja Vlade Republike Slovenije vam posredujemo sklep, ki je bil sprejet na 9. seji občinskega sveta občine Središče ob Dravi, kjer so prisotni svetniki, ki zastopajo interese vseh prebivalcev, občanov naše lokalne skupnosti, soglasno sprejeli odločitev, s katerim pozivamo Vlado Republike Slovenije k razveljavitvi sprejetega sklepa glede postavitve azilnega doma na območju občine Središče ob Dravi. Ob upoštevanju sklepa vlade glede na postavitev azilnega doma v naši lokalni skupnosti ter posledično sprejetem ukrepu v zvezi z izzivi, povezanimi z navalom migrantov, je lokalna skupnost izrazila globoko nestrinjanje s takšno odločitev. Naša lokalna skupnost je prepričana, da postavitev azilnega doma in morebitni navali migrantov na našem območju predstavljata nepremišljeno in neprimerno rešitev za obravnavanje migracijske problematike. Občani naše lokalne skupnosti izražajo zaskrbljenost glede morebitnih varnostnih, socialnih in gospodarskih posledic, ki bi lahko prenesla pristojnost azilnega doma in s tem povečala število migrantov. Prepričani smo, da bi lahko to negativno vplivalo na kakovost življenja in varnost naših prebivalcev. Poleg tega lokalna skupnost izraža zahtevo po ponovni vzpostavitvi šengenske meje v skladu s potrebami za zaščito nacionalne varnosti in ohranjenega reda. Menim, da bi strožji nadzor na šengenski meji prispeval k učinkovitejšemu upravljanju migracijskih tokov ter zagotavljanju varnosti in stabilnosti našega območja. Na podlagi razprave med prebivalci lokalne skupnosti ter upoštevajoč njihove izražene pomisleke in stališča glede sprejetega sklepa vlade o postavitvi azilnega doma ter morebitnega navala migrantov je bilo ugotovljeno nestrinjanje lokalne skupnosti. Prebivalci lokalne skupnosti izražajo močno nestrinjanje s sprejetim sklepom vlade glede postavitev azilnega doma v naši lokalni skupnosti. Postavitev azilnega doma vpliva na varnost, socialno in ekonomsko stabilnost ter splošno kakovost življenja v našem okolju. Zaskrbljenost glede varnosti. Prebivalci izražajo zaskrbljenost glede varnosti v povezavi s prisotnostjo azilnega doma v naši lokalni skupnosti. S tem se povečuje možnost kriminala, nasilja in drugih varnostnih tveganj, kar bi lahko ogrozilo njihovo in naša življenja ter premoženje ter druge lokalne skupnosti. Vpliv na socialno in ekonomsko stabilnost. Prebivalci opozarjajo na negativen vpliv postavitve azilnega doma na socialno in ekonomsko stabilnost lokalne skupnosti. Izpostavljajo možnost povečanja konkurence za lokalne vire, zmanjšanje cen nepremičnin ter oteženo dostopnost do storitev za občasne obstoječe prebivalce. Pomanjkanje ustrezne komunikacije strani vlade. Lokalna skupnost izraža tudi nezadovoljstvo zaradi pomanjkanja transparentnosti in ustreznosti komunikacije strani vlade glede načrtov in posledic postavitev azilnega doma v naši regiji. Zato še enkrat postavljam vprašanje. Zanima me, na katere strokovne ocene, katere službe ste presodili, da postavitev azilnega doma na našem območju brez predhodnega soglasja lokalne skupnosti, čeprav ste iskali lokacije po Sloveniji, vendar ste naleteli na nasprotovanja. To pomeni, da smo drugorazredni državljani, da lokalna skupnost ni bila vključena oziroma seznanjena z pogovori. Hvala.
Hvala za uvodno predstavitev točke. Sedaj bi dal besedo gostom. Spoštovani župani, spoštovani svetniki, predstavniki policije in vsi ostali navzoči. Kot je bilo že večkrat slišano in večkrat povedano v teh dneh, je Vlada Republike Slovenije na seji sprejela sklep, da se za potrebe nastanitve vlagateljev namere in prosilcev za mednarodno zaščito na območju bivših mejnih prehodov Obrežje in Središče ob Dravi v objekti, s katerimi razpolaga Republika Slovenija, začasno organizirata izpostavi azilnega doma. Po podatkih Ministrstva za notranje zadeve je v lanskem letu število nedovoljenih vstopov v Republiko Slovenijo se bistveno povečalo. Vzrok seveda za prihod gre iskat zunaj naše Slovenije in na to tudi Slovenija nima vpliva. Isti trend je v letošnjem letu, v januarju, je slovensko mejo po podatkih policije na nezakonit način prestopilo 7254 oseb. Vse te osebe zaprosijo za mednarodno zaščito. V lanskem letu je bilo v kapacitete azilnega doma v Ljubljani in v Logatcu nastanjenih preko 60 000 ljudi. Azilni dom na Viču je imel, zdaj smo kapaciteto povečali, takrat kapaciteto v bistvu nekaj preko 300, danes imamo kapaciteto 710. V Logatcu je bila kapaciteta ves čas 400 in lahko si predstavljate, kako velika prenaseljenost je bila v teh obeh kapacitetah. Migrantje so dejstvo, s katerimi se ne sooča samo Republika Slovenija, ampak je to problem celotne Evrope. Slovenija je suverena država in podpisnica številnih mednarodnih pogodb o človekovih pravicah, ki terjajo pravno in humano obravnavo migrantov. Migranti so predmet pravil na ravni Evropske unije in Slovenija jih je dolžna izvajati. Slovenija je zaradi tega tudi pod drobnogledom mednarodnih institucij. Zato usklajujemo aktivnosti na tem področju, povezujemo se s sosednjimi državami Evropske unije in tudi državami na balkanski poti. Rada vam bi predstavila statistiko obremenjenosti kapacitet azilnega doma. Na včerajšnji dan je bilo v azilnem domu na Viču, ki je v bistvu osrednji, tak sprejemni center, nastanjenih 424 oseb, se pravi, azilni dom ni poln. V lanskem letu je bilo na isti dan nastanjenih 436 oseb. In ko smo gledali primerjavo, oziroma kako je potekal ta prezasedenost, v bistvu številke so se dvignile konec junija, 30.6. je bilo nastanjenih 589 oseb. V juliju, konec julija, 1474, v septembru 1375 in potem konec septembra je v bistvu številka začela upadati. Torej, po, dolgoletni praksi v bistvu številke močno narastejo v teh poletnih mesecih, se pravi, ali pa, poletnih mesecih, se pravi julij, avgust, september. Gre za 4 kritične mesece, kjer smo kot država dolžni te ljudi ustrezno oskrbeti. In zaradi tega in zato, da se bo Slovenija pripravila na morebitno povečanje in tudi po podatkih, nastanitve v sosednjih državah, je vlada identificirala območja, kjer bi bilo možno začasno odpreti izpostave azilnega doma. Poudarjam, da gre za začasen ukrep, v primeru, ko bodo kapacitete, ki so sicer namenjene nastanitvi in oskrbi migrantov, prezapolnjene. Poudariti je potrebno, da ti dve lokacije še enkrat sta začasni in da tukaj ne gre za integracijo, ampak izključno samo za oskrbo v skladu z zakonom o mednarodni zaščiti. Na ta način ljudje nastanimo in oskrbimo in hkrati, če hočete, jih tudi nadzorujemo oziroma nadzorujemo tok migracij.
prav z namenom, ki vas skrbi, da bodo te ljudje hodili, tavali po njivah in vrtovih. Za varnost v azilnih domovih skrbi varnostna služba, širše pa policija. In z reguliranimi pristopi prav krepimo red in varnost. Naj na koncu poudarim, da ima Slovenija veliko izkušenj z migracijami. Mnogokrat smo pokazali svojo solidarnost in skrb za sočloveka. Pomagali smo beguncem iz Bosne, kasneje iz Kosova. Zgodilo se je leta 2015. Prav begunci iz Sirije, kateri so tudi zdaj ena od skupin, ki prihaja, nudena je bila vsa potrebna pomoč. Takrat smo pokazali, da so to dogodki, kjer Slovenija stopi skupaj in tem ljudem pomaga. Vsem, ki ste takrat pomagali, iskrena hvala. Nedavno nazaj je bil tak primer vojna v Ukrajini. Ti ljudje so še med nas. Urad je izvajalec sklepa in na tej točki vas prosim za razumevanje, pomoč in sodelovanje. Razumemo splošno stališče do migrantov, a kot sem že večkrat povedala, treba je spoštovati mednarodno zakonodajo. Problema se je treba lotiti aktivno, odkrito in humano. In tukaj vas prosim za razumevanje. Hvala. Dobro, hvala za vašo pojasnilo, zadovoljstvo se lahko sliši. Zdaj moram povedati, da koliko smo lahko razbrali oziroma razumeli, lahko zaključimo, da Vlada Republike Slovenije se pravi vztraja na svojem sklepu okrog določitve teh azilnih domov. Še bi mogoče kateri izmed gostov? Direktor Policijske uprave Maribor. Spoštovani gospod Danijel Vrbnjak, župan občine Ormož, spoštovani gospod Toni Jelovica, župan občine Središče ob Dravi, spoštovani gospod Mirko Cvetko, župan občine Sveti Tomaž, spoštovane svetnice in svetniki vseh treh občin in spoštovana seveda gospa Katarina Štrukelj, vodja urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov. Lepo pozdravljeni. Glede na informacije in napoved vlade o vzpostavitvi izpostave azilnega doma sem že predstavil na seji občinskega sveta Središče ob Dravi statistiko. Bi se mogoče zdaj dotaknil statistike na celotnem območju, ki ga pokriva policijska postaja Ormož, se pravi na območju vseh treh občin. Policijska postaja obravnava povprečno v 5-letnem obdobju 170 kaznivih dejanj. V prvih 2 mesecih leta 2024 so obravnavali 54 kaznivih dejanj. Povprečno 345 nedovoljenih prehodov državne meje ilegalnih migrantov, v prvih 2 mesecih leta 2024 178 in povprečno 3776 prekrškov, v prvih 2 mesecih 353. Poudariti moram, da je stanje varnosti na območju policijske postaje Ormož, torej na območju vseh treh občin, na izjemno visokem nivoju. Preiskanost kaznivih dejanj v lanskem letu znaša več kot 66%, kar je visoko nad povprečjem države. Lastna dejavnost, se pravi samoiniciativnost policistov, je nad 33% in je tudi nad povprečjem Republike Slovenije. Preiskanost premoženjske kriminalitete, torej tiste, kjer, bom rekel, nas vse najbolj skrbi, predvsem pa seveda naša skrb za občane, je 66%. Res pa je, da od zadnjega poročanja prejšnji teden smo obravnavali 4 skupine ilegalnih migrantov in sicer skupno 41 teh nedovoljenih prehodov na območju občine Središče ob Dravi. Mariborski policisti bomo seveda po morebitni vzpostavitvi izpostave azilnega doma temu ustrezno prilagodili svoje delo in še naprej zagotavljali visoko raven varnosti prebivalcev na tem območju. O sami varnostni situaciji sedaj se je seveda še preuranjeno govoriti. Saj nam ni znano, kakšna sploh bo kapaciteta začasne izpostave azilnega doma v Središču ob Dravi in koliko migrantov bo v določenem trenutku nastanjenih.
Ni nam poznan načrt in varovanje tega objekta strani subjektov zasebnega varovanja, ni nam poznana tudi struktura prosilca za mednarodno zaščito oziroma vlagateljev namere za mednarodno zaščito, bodisi da so to moški, ženske, mladi, starejši, samski, družine, izobrazba, njihov poklic, pa seveda politične razmere v njihovi državi. To so vse varnostni dejavniki, ki vplivajo na delo policije in temu seveda mi prilagajamo svoje organizacijske, kadrovske, tako sistemske ukrepe. Le-ti pa bodo seveda temeljili na podrobnih analizah, ki bodo v nadaljevanju vključevali vse te dejavnike. Zagotovim pa lahko, da kadar se na določenem območju pojavi varnostna problematika, zagotavljamo to visoko raven stopnje varnosti, bodisi z našo prisotnostjo z rednimi patruljami in z različnimi oblikami dela. Ali so to poostreni nadzori, na kritično območje, pol pa, če to od nas terjajo varnostne razmere, napotimo seveda zadostno število policistov, zato da preprečujemo, zaznavamo, tudi obravnavamo ta deviantna ravnanja. Zavedamo pa se, kot sem že prejšnji teden omenil, da je varnost povezana tudi s sodelovanjem lokalne skupnosti, s katero smo do sedaj zgledno sodelovali in se temu seveda nadejamo tudi v prihodnje. Hvala. Hvala. Ja, zdaj zgledno smo sodelovali, ker je tekla komunikacija, sedaj pa komunikacije žal ni bilo. Jaz bi samo gospod Katarino Štrukelj opozoril, prej je bilo jasno vprašanje, pa na koncu vas bomo itak izvali še za pojasnila, ki bodo tudi verjetno zanimalo ostale svetnice in svetnike. Župan občine Središče ob Dravi je lepo vprašal, na podlagi katere strokovne ocene ste presodili, da postavite azilni dom na našem območju brez predhodnega soglasja lokalne skupnosti, čeprav ste iskali lokacije po Sloveniji, vendar ste naleteli na nasprotovanje. To pomeni, da smo drugorazredni državljani, da lokalna skupnost ni bila seznanjena. Zadnjič je bilo v eni oddaji povedano, da je bilo več kot 20 lokacij. Želimo izvedeti danes tukaj v Središču ob Dravi, zakaj ste se odločili prav za Središče ob Dravi. Kaj je potrebovalo k temu oziroma kakšne strokovne ocene ste opravili? Opozarjajo vas nevladniki, ki jih tako poslušate. Opozarjajo vas vsi prebivalci občin vseh treh, vse lokalne skupnosti, da ni komunikacije in ta odgovor želimo sedaj slišati. Kljub nasprotovanju bi rekel vseh. Vztrajate pri sklepu in želite ta sklep dobesedno preko ljudi uresničiti. To pojasnilo si na koncu ob zboru vseh občinskih svetnikov treh občin absolutno zaslužimo. Še bi mogoče kdo od gostov karkoli dodal? Če ne, bi pričeli z razpravo občinskih svetnikov. Zdaj prvo bi pričeli se pravi z razpravami v imenu svetniških skupin. Tukaj se je prijavil Andrej Kose v imenu svetniške skupine SDS, SNS, se pravi Ormož. Hvala predsedujoči za besedo, lep pozdrav v mojem imenu in tudi imenu svetniške skupine SDS vsem prisotnim. Torej, svetniška skupina Slovenske demokratske stranke ostro in odločno nasprotuje sklepu vlade, ki je bil sprejet na 93. redni seji vlade dne 29. februarja, s katerim se namerava organizirati izpostava azilnega doma tukaj v Središču ob Dravi na območju nekdanjega mejnega prehoda. Prav tako svetniške skupine SDS Vlado Republike Slovenije pozivamo, da ta sklep nemudoma odpravi. Stališče argumentiramo z naslednjimi argumenti. Sklep je bil sprejet v popolni tajnosti, brez vednosti in brez posvetovanja z lokalno skupnostjo. Gre za nepremišljeno in neprimerno rešitev, saj bi izpostava azilnega doma tukaj v Središču ob Dravi imela velik vpliv na gospodarstvo, predvsem na turizem, predvsem pa tudi na kvaliteto bivanja in varnost občanov in občank občine Središče ob Dravi. Prisotnost ilegalnih migrantov bi v ljudeh spodbudila strah in nelagodje ter počutje nevarnosti, kar je upravičeno govorijo podatki iz Ljubljane, kjer je znatno povečanje števila kaznivih dejanj, predvsem povzročitelja državljanov iz tretjih držav. Na primer, v lanskem letu je na območju PU Ljubljana bilo kar 184% povečanje storilcev državljanov iz tretjih držav.
Na primer, lahko torej povem, da je bilo torej kar 200% povečanje storilcev kaznivih oziroma osumljenih oseb zoper spolno nedotakljivost državljanov iz tretjih držav, torej za kar 200% povečanje napram leta 2019, torej pred covidnim časom. Prav tako so tudi podatki, kar je, da je bilo torej število osumljenih oseb glede kršitev zoper življenje in telo na področju policijske postaje Ljubljana Vič kar 1600% povečanje napram leta 2019. Torej, to so podatki, ki govorijo o tem, da azilanti, torej ilegalni migranti, ne prihajajo v Slovenijo z nekim menim namenom, ampak da so tudi med njimi ljudje, ki povzročajo kazniva dejanja. Predvsem so to državljani Maroka, Palestine, Somalije, Alžirije in tako dalje. Seveda tudi iz držav bivše Jugoslavije, ampak izpostavljam predvsem državljane oziroma pač tiste ilegalne migrante, ki trenutno prevladujejo pri ilegalnih prehodih. Predvsem zanimivo je dejstvo, da je vlada svoj sklep obrazložila z tudi namenom, da torej gre za, tako kot navajajo, da vzrok za prihod in porast nedovoljenih migracij je zunaj in nanj Republika Slovenija nima vpliva. To ne drži. Prav tako ne drži torej pojasnilo vlade, da razmere v glavnih državah izvora migracij ne izboljšujejo. Podatki, ki govorijo, so taki, da večinoma ilegalnih migrantov prihaja iz držav Maroka in Turčije, to sta normalni državi, kjer ni vojne, kjer ni razmer, ki bi ljudje ne bi mogli živeti, torej gre za res naklepni vdor ilegalnih migracij. Še posebej je pa zaskrbljujoč podatek, ki govori o tem, da prevladujejo seveda moški pri teh ilegalnih migracijah, torej 86% ilegalnih migrantov je moških in 14% je žensk in 68% vseh ilegalnih migrantov so moški stari od 18 do 34 let. Torej ne prihajajo družine, ki bežijo od vojn ali razmer, ki ne bi mogli živeti, ampak prihajajo mladi moški, ki potem v državah Evrope izvajajo kazniva dejanja, kar je tudi dejansko razvidno v tistih državah, kjer so ilegalne migracije seveda sprejemajo, predvsem na Švedskem, v Nemčiji in tako dalje. Torej, to lahko vsekakor je vzbujajoč podatek, da občina Središče ob Dravi oziroma območje, kjer ljudje, gre za podeželsko področje z dokaj majhnim številom prebivalcev, kjer bi lahko, tako kot je že župan Središča povedal, število ilegalnih migrantov bilo večje, kot je število prebivalcev, kjer ljudje veliko časa preživijo v naravi, torej predvsem zaradi kmetijske obdelave zemlje in tako dalje, bi to povzročilo veliko nelagodje, predvsem pa tudi varnost. Tako da seveda ponovno pozivamo, predvsem pa pozivamo vlade k ostrejši politiki zoper ilegalnih migracij, torej da ustavi odstranitev ograje, da bolj odločnejšo diplomatsko politiko tudi zoper sosednjo državo Republiko Hrvaško, kajti to je država, ki varuje zunanjo šengensko mejo in vkolikor ti ilegalni migranti, torej tudi zunanjo šengensko mejo prehajajo, je torej dokaz, da država Hrvaška tega ne opravlja korektno, predvsem pa tudi na nivoju Evropske unije, da poskuša tudi preko inštitucije Evropske unije doseči k ostrejši politiki tudi zoper sosednjo Hrvaško, da bi tudi s pomočjo mogoče enot Frontexa, torej izpostavila te enote na meji in preprečevala tako številni vdor ilegalnih migrantov na našo zunanjo mejo oziroma na našo sicer zdaj notranjo šengensko mejo. Vsekakor to so stališča svetniške skupine SDS in ponovno poudarjam, da ostro nasprotujemo temu sklepu in vlado pozivamo, da ta sklep nemudoma odpravi, saj si to vsi občani, tako občani občine Središče ob Dravi, občani Svetega Tomaža in občine Ormož zaslužimo, ker smo državljani, tako kot vsi ostali. Saj, če vlada pač nima posluha, da bi na našem področju uredila ceste, da bi vzpostavila satelitski urgentni center, potem tudi lahko na nas pozabi, ko gre za vzpostavitev azilnih domov. Hvala. Hvala. Zdaj drugih prijavljenih v imenu svetniških skupin ni, imamo pa 11 posameznih občinskih svetnikov prijavljenih k razprave, tako da bi pričeli najprej z občinskim svetom Središča ob Dravi, pa prvo vabim Marjano Janežič.
Marjana Janežič, občinski svet Središče ob Dravi. Najprej vas vse lepo pozdravim. Spoštovani predstavniki Urada Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov kot izvajalec sklepa vlade. Mene in tudi verjamem, da vse izmed nas prisotnih zanima, kako ste na zemljevidu Slovenije našli Središče ob Dravi za lokacijo azilnega doma. Prepričana sem, da ima država v lasti desetine objektov, ki niso naseljeni ali dani najem drugim uporabnikom. Marsikateri objekti, na primer vojašnice, poligoni in tako dalje, so na primernejših lokacijah, oddaljeni od vasi oziroma strnjenih naselij. Marsikatere objekte boste verjetno preuredili v protokolarne objekte, skrite pred očmi državljanov. Nam in vsem, ki stopajo v našo državo, pa boste pred oči postavili azilni dom na samo mejo. Nažalost je občina Središče ob Dravi občina, na katero ste pozabili na vseh področjih. Na cesto, ki bi nas povezala z avtocesto, čakamo že desetletja, pa ne pridemo na vrsto. Za azilni dom pa smo prve vrste. Na severovzhodno Slovenijo ste pozabili tudi pri vzpostavitvi satelitskih urgentnih centrov. Do nas se obnašate, kot da nas ni. Pa smo. To smo vam dokazali že ob prvem srečanju z Uradom Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov in to vam dokazujemo danes. Zakaj? Zato, ker nam je mar za občino, za naše občane, za naše otroke, za razvoj naše občine, razvoj turizma in gospodarstva. Zavedamo se, da bo naše ravnanje imelo posledice. Ampak, dragi gospodje in gospe, manj kot nam dajete sedaj, nam ne morete dati. Obnašate se kot nekoč v Jugoslaviji. Takrat se je vse dogajalo okrog Beograda. Sedaj se ves razvoj dogaja okrog Ljubljane. Migrante pa te razposlali na robove države. Verjetno tudi zato, da boste izpraznili azilne domove v centru države, ker bo kmalu tudi tam živečim ljudem prekipelo. Razmišljala sem kot svetnica občine Središče ob Dravi in predvsem kot občanka, ki je mar za to, kar se dogaja v naši občini in z našo občino. Hvala. Hvala. Naslednjo vabim Viktorijo Lukman. Lep pozdrav vsem skupaj tudi z moje strani. Čutim se dolžno spregovoriti par besed na temo azila ter varnosti, v prvi vrsti kot starš, kot ženska ter kot občanka občine Središče ob Dravi. Ogorčenost in zaskrbljenost občanov zaradi namena države, da v Središču ob Dravi namesti azilni dom, je, kot sami vidite, ogromna. Vendar vam ni, kot se zdi iz vaših dejanj, nerazumljive ignorance, nič mar. Bolj vas zanimajo sredstva, ki bi jih prejeli ob postavitvi azila iz Evropske unije, kot pa za državljane Republike Slovenije. Malo mar vam je tudi za migrante, da dobijo svojo posteljo, je pa jasno za vas priložnost potegniti vsa sredstva. Mandat vlade je kratek, upam, da bo vaš še krajši. Zavedati se je potrebno, da gre za migrante, ki ne spoštujejo naše kulture, našega načina življenja, naše vere. Ne delimo istih življenjskih vrednot in pravic. Vsi se zavedamo, da bo prihajalo do socialnih napetosti, konfliktov, incidentov, povečano stopnjo kriminalitete. O spolnem nasilju nad ženskami, otroki, kar beremo iz medijev, kolikor nam pač dajo v javnost, ne upam niti razmišljati. Vprašanje za policijo. Kako bo poskrbljeno za našo varnost? Kakšni konkretno bodo varnostni ukrepi, da se zmanjša tveganje za neželene vplive na domačine v primeru postavitve azila? Kljub temu, da iz policijskih vrst zatrjujete, da boste poskrbeli za našo varnost, kakšen konkretno je plan? Glede na pomanjkanje kadra, v patruljah namreč so rezervisti, ker je policistov premalo. Vprašanje je veliko, odgovorov pa bolj malo. Hvala. Hvala. Naslednjega vabim Tomaža Kosec.
Hvala za besedo. Lep pozdrav tudi z moje strani. Ja, zaradi popolne ignorance predstavnikov vlade, natančneje gospe Štrukelj, do naših konkretnih vprašanj, ki so bila postavljena na 9. redni seji občinskega sveta Središče ob Dravi prejšnji teden, 6. marca v tej isti dvorani, se vprašam, ali sploh ima smisel karkoli vprašati. Kljub temu pa menim, da si neka odgovore in recimo temu pojasnila zaslužimo. Tukaj se ukvarjamo z nastalim problemom, do katerega morda sploh ne bi rabilo priti. Govorim namreč o preventivi. Iz zanesljivih virov imam informacije, da so v transport migrantov do naše južne meje vpleteni tudi organi pregona naše južne sosede, kar je podkrepljeno z video dokazi policijskih kamer, ki so nameščene na meji. Zanima me, ali je bilo karkoli storjeno v tej smeri, da se to več ne bi dogajalo. Velika večina prosilcev za azil dejansko azil samo izkorišča, saj azilne domove zapuščajo po zelo kratkem času in se samovoljno odpravijo proti drugim državam, kot je že bilo omenjeno, Avstriji, Italiji, Nemčiji, Skandinaviji, državam Beneluxa in tako naprej. Do takrat pa se prosto in prešerno gibljajo po naši lepi državi. Druge države vozijo ali nameščajo ilegalne migrante in prosilce za azil na izstopne meje, naši policisti pa morajo preverjati identiteto ljudi na vlakih, ki vozijo v smeri Avstrije in azilante voziti nazaj v azilne domove. Vprašam se, si jih v Sloveniji res tako močno želimo? Iz drugega zanesljivega vira je prišla informacija, da so načrti varovanja azilnega doma že narejeni in da je varnostna služba že izbrana. Se pravi, za varnost azilantov oziroma prosilcev za azil je že poskrbljeno. Kaj pa naša varnost? Naprej omenjeni seji sem postavil vprašanje, ki ga je izpostavila tudi kolegica pred mano, glede varnosti nas, občanov občine Središče ob Dravi. Seznanjeni smo s kadrovsko podhranjenostjo policije na našem območju, naši policisti in rezervisti pa hodijo v Ljubljano zaradi zagotavljanja varnosti prebivalcev v okolici azilnih domov. Kdo pa bo ščitil nas in naše otroke? Kdo bo ščitil našo temeljno človekovo pravico do osebne varnosti? Dejali ste, da je bil sklep vlade o vzpostavitvi izpostave azilnega doma sprejet na podlagi strokovne analize. O kakšni strokovnosti vendar govorite? Analiza je po vaših besedah z prejšnje seje temeljila na 2 pogojih: oddaljenosti od naselja in nepremičnine v lasti Republike Slovenije. In temu vi rečete strokovnost. Res bi rad spoznal kvazi strokovnjaka, ki je na podlagi 2 pogojev izbral ravno Središče ob Dravi in Obrežje, kljub temu, da je takih lokacij v Sloveniji na desetine. In prepričan sem, da jih je veliko ustreznejših od izbranih 2. Nehajte kvasiti na umnosti v strokovnosti, ker to ni nobena strokovnost. V sklepu vlade piše, da bi bila izpostava azilnega doma vzpostavljena za čas višje sile, vendar za največ 3 leta. Glede na način sprejetja sklepa vam enostavno ne moremo in ne smemo verjeti. Na podlagi vseh podanih dejstev in vseh tehtnih protiargumentov sklepu vlade in s tem vzpostavitvi izpostave azilnega doma v Središču ob Dravi in na Obrežju odločno in ostro nasprotujem. Hvala lepa. Hvala. Naslednji Tonče Kolarič. Hvala za besedo. Lep pozdrav tudi iz moje strani. Glede na to, da razmišljate o gradnji azilnega doma na lokaciji, katera je do sedaj služila za prestop meje med 2 državama, nikakor ne razumem, kako bo zagotovljen nadzor nad azilanti v azilnem domu ter migranti, kateri bodo na območje azila prešli čez zeleno mejo po noči. Kako jih bodo določili policisti? A jih bomo označili, oštevilčili? Moj predlog je, da mogoče razmislite o začasni nastanitvi policistov na območje nekdanjega mejnega prehoda. Na tak način bi obvarovali naše občane in občanke. Obenem pa se še sprašujem, zakaj so naši policisti prerazporejeni na delovna mesta v Ljubljano in okolico. Mogoče zaradi težav v azilnih domovih? V prejšnjem tednu smo imeli v Središču večje število migrantov, ena skupina 25.
poklicu vaščana na policijo je ta potrebovala dolgih 23 minut, preden je začela z svojim delom. Sedaj pa vas vprašam, kdo je v tem času varoval naše občanke in občane? Pa ne kažem z prstom na policiste, kateri so upravljali svoje delo, ampak na sistem, kateri nam ne zagotavlja varnosti ob morebitni gradnji azilnega doma. Hvala. Hvala. Naslednjo vabim Leo Rejh, razprave. Hvala za besedo. Lep pozdrav tudi iz moje strani. Spoštovana direktorica Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov, gospa Štrukelj, sodelavci, spoštovani visoki predstavniki policije, mediji, gostje, spoštovani župani vseh treh občin in spoštovani kolegi svetniki in svetnice. Naj na začetku še enkrat jasno ponovim, da je naše stališče enotno. Odločno nasprotujemo kakršnikoli postavitvi izpostave azilnega doma v naši občini in pozivamo vlado k razveljavitvi sklepa ter k ponovni strokovni presoji o lokaciji. Minulo sredo je direktorica Urada za oskrbo in integracijo migrantov gospa Štrukelj bila navzoča na naši 9. redni občinski seji, na kateri je med drugim pojasnila, zakaj in kako so identificirali občino Središče ob Dravi kot primerno lokacijo za postavitev azilnega doma. Navedli ste 3 indikatorje, in sicer, da ste pregledali kapacitete, ki so v lasti države. Okay. Da ste upoštevali migracijske tokove, še razumemo. In da ste upoštevali bližino oziroma nebližino naselij. In tukaj bi se na kratko ustavila. Ta indikator se mi zdi najbolj sporen, predvsem zaradi tega, ker ga pravzaprav niste podrobno pojasnili in definirali na primeru naše občine. Zato vas vprašam, ali je torej naše naselje dovolj stran ali dovolj blizu izbrane lokacije? Jasnega pojasnila tega indikatorja in zakaj ravno Središče ob Dravi iz vaših besed ni bilo moč razbrati, kot smo že danes večkrat slišali. Glede na vse pravice, do katerih so prosilci za mednarodno zaščito upravičeni, kot naprimer materialna oskrba, nujno zdravljenje, izobraževanje, dostop do trga dela in tako naprej, glede na vse to, izgleda strokovna ocena vlade in vašega urada o izbiri naše lokacije precej malomarna. Namreč, vkolikor bi si želeli sodelovati z lokalno skupnostjo, si prizadevali poiskati skupno najboljšo rešitev in lokacijo izpostave azilnega doma določiti po res, v vašem mnenju strokovni oceni, bi ugotovili, da naša občina zaradi majhnosti se že od ustanovitve bori in trudi za razvoj gospodarstva, kmetijstva in turizma. In rečemo lahko, da je ta razvoj sedaj zelo vprašljiv. Saj med drugim tudi investitorji izražajo pomisleke glede postavitve svojih podjetij v naši novo pridobljeni industrijski coni. Da smo tranzitna občina, ki si mnogo obeta od turizma in lokalnega podjetništva. Z majhnimi koraki gradimo prepotrebno infrastrukturo, ki bo občanom in tudi turistom zagotavljala boljše življenjske standarde. Prav tako pa se trudimo občino narediti bolj privlačno za nas, mlade, ki po končani srednji šoli ali fakulteti ne bi bežali drugam, temveč bi se ustalili v domačem kraju in stremeli ter pripomogli k napredku vseh gospodarskih sektorjev. Zaradi vsega naštetega postavitev azilnega doma v neposredni bližini našega kraja ne pride poštev in vsekakor za nas to ni prednost, temveč slabost in je ena velika črna pika na zemljevidu Slovenije. Da poudarim še dejstvo, da nismo nestrpni, sprejemamo drugačnost in nemalokrat smo to tudi v preteklosti že dokazali. In če bi bilo res tako vseeno, kje stoji azilni dom, zakaj ga ne bi postavili v Planici, na Bledu, na Primorskem, bi vplival na tamkajšnji turizem in zakaj bi ga potem vlada samovoljno postavila pri nas, a na naš turizem in gospodarstvo pa lahko vpliva, ali nimamo vsi enakih pravic. In zaradi tega ne bomo dovolili,
da bi ogrozili varnost naše lokalne skupnosti, ne bomo dovolili, da bi naša skupnost čez čas predstavljala manjšino na našem območju, ne bomo dovolili, da se začne ta slovenska kultura in tradicija izgubljati v tokovih migrantov in ne bomo dovolili, da se bo naš trud po boljši in lepši prihodnosti izjalovil in bomo zaradi gradnje azilnega doma nazadovali. Kot občani smo že tako ali drugače velikokrat neprivilegirani, saj živimo na obrobju naše države. Zdaj pa nas boste s svojimi samovoljnimi odločitvami le še bolj diskriminirali. Odločno ne. Hvala. Naslednji je Aleš Dokša. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Pozdravljam vse, tako da nam predolge. K razpravi sem se prijavil v bistvu zato, da bi vam gostom, predvsem predstavnikom vlade, zastavil nekaj vprašanj. Vendar, kot smo zdaj že ugotovili, ste danes v enaki zasedbi, kot ste bili prejšnjo sredo. Prejšnjo sredo nismo dobili nobenih odgovorov, tako da jaz ne bom ponavljal vprašanj, ker se mi zdi tak odnos predstavnikov vlade in ministrstev, ki so bili povabljeni na današnjo izredno sejo, ignorantski in nesprejemljiv. Zato sem se odločil, da ne bom postavljal vprašanj, želim pa vam samo povedati sledeče. Prvič, gospod Štrukelj, če sem si prav zapomnil, ste rekli, da Slovenija mora migrantom zagotoviti posteljo in pa prehrano. Bom ponovil, kaj sem rekel prejšnjo sredo. V Sloveniji imamo 251.000 državljanov Slovenije, ki živijo pod pragom revščine, statistično, tako pravi statistika, in za katere država oziroma vlada ni poskrbela. Po statističnih podatkih ljudje spijo, naši ljudje, državljani Slovenije, nimamo podatkov koliko, ampak spijo pod mostovi, v podhodih, v parkih, na klohpeh in ne vem, kje vse spijo, lačnisto, brskajo po kontejnerjih, po smeteh, da si najdejo, da preživijo dan. Mi pa bomo z veseljem podpirali migrante. Ne bomo. So ljudje, ampak rešitev boste morali najti, boste morali drugačno rešitev. To je prvič. Drugič, vi, gostje, ste danes prišli v središče ob Dravi. To še je vedno Slovenija. To poudarjam zato, ker nekateri v Ljubljani ali tega ne vejo, ali pa nočejo vedeti, kajti takrat, ko je potrebno dati nekaj v ta konec, vedno pozabijo na nas. Ko pa treba dati nekaj slabega, kot sem prepričan, migranti, pa nam jih kar vsiljujete. Prišli ste med svoje ljudi. Prišli ste med ljudi, ki so prav tako volili in izvolili današnjo vlado. In vendar vas je bilo strah priti med nas. Sklepam potem, ker toliko policistov, kot je danes v središču ob Dravi, še jih jaz v svojem življenju nisem videl. In prepričan sem, da niso tu zaradi nas, ker nam ne bo nihče nič naredil, pa tudi vam ne. Ampak vi ste si zagotovili varnost, svojo varnost. Nam pa bi želeli naprtiti migrante, ki realno predstavljajo nevarnost po vseh statistikah, kot smo danes slišali. Za našo varnost pa vladi očitno ni mar ali pa bolj malo mar. Na koncu bom se zahvalil vsem tistim zunaj, ki sedaj žvižgajo in podpirajo naš odločni ne proti azilnemu domu. Prišli so pokazati, kaj si mislijo oziroma kaj si mislimo mi vsi skupaj o vzpostavitvi izpostave azilnega doma. In prepričan sem in na tem mestu vam povem, da bomo mi vsi skupaj z njimi zunaj naredili vse, kar bo potrebno, ampak res vse, kar bo potrebno, da preprečimo to dejanje vlade. Hvala. Hvala. Naslednjega vabim Mitja Bogdana k razprave. Hvala za besedo. Spoštovani vsi prisotni, lep pozdrav še iz moje strani. Spoštovana gospa Štrukelj, verjetno danes niste pričakovali takšne množice ljudi. Moram vam povedati, da med drugim danes stojijo zunaj starši naših otrok. Otrok, ki obiskujejo vrtec in osnovno šolo v središču ob Dravi.
Ti otroci v primeru vzpostavitve azilnega doma več ne bodo varni. Vam pa je malo mar za to. Kljub vsem preveritvam in analizam, očitno niste opazili, da je torej vaša ideja o azilnem domu v neposredni bližini vrtca in šole. Če toliko govorite o vaših analizah, vas med drugim sprašujem, kako bo poskrbljeno za zdravstveno stanje migrantov. Namreč v naši občini že več kot 3 mesece nimamo zagotovljene osebne zdravnice. Se pravi, za njih bo poskrbljeno, za svoje državljane pa očitno ni potrebe po zdravniku. Na zadnji seji dne 6.3.2024 ste govorili o porastu migrantov v zadnjih leto dni. To je torej obdobje, odkar sami ne skrbimo za varovanje šengenske meje. Očitno je, da na območju Schengena ni poskrbljeno za varovanje meje območja Evropske unije. Zanima me, zakaj ne razmišljate v smeri, da se ponovno vzpostavi šengensko območje na meji Republike Slovenije. Tako mi, kot tudi naši prijatelji iz sosednje Hrvaške, katerim se v imenu občanov Središča ob Dravi zahvaljujem za vso izrečeno podporo, vam sporočamo, da si azilnega doma v Središču ob Dravi ne želimo. Spoštovana gospa Štrukelj, za vas imam še eno sporočilo, katerega želim, da prenesete vašim vladnim kolegom v Ljubljano. Kljub vabilu ministra za notranje zadeve, kakor tudi vabilu samemu predsedniku vlade, niste imeli obraza stopiti pred nas občane, katerim ste na nizkoten, nespoštljiv in zahrbten način vsilili svojo voljo. Sklicujete se na Evropsko unijo, na varuha človekovih pravic, na odbor za mučenje, pozabljate pa na lasten narod. Verite, da smo stopili skupaj, povezani smo bolj kot kadarkoli, vsi skupaj pa vam sporočamo, da vam Središča ne damo. Hvala. Hvala. Naslednji se je k razpravi prijavil Lovrec Mirko. Hvala za besedo. Spoštovani župani, gostje, svetnice in svetniki vseh 3 občin. Občina Sveti Tomaž je vrata v Prlekiju. Svetnice, svetniki občine Sveti Tomaž, kakor tudi prebivalci, ne želimo, da bi postala občina Središče ob Dravi vrata v azilni dom. Pri vseh dejanjih, katere izvajate kot svetnice in svetniki, vas podpiramo. Smo na vaši strani in vam želimo veliko uspehov pri tem. Če nas kadarkoli potrebujete, to smo tudi danes dokazali, vas podpremo tudi s konkretnimi dejanji. Želimo, da se vaši načrti oziroma načrti vlade ne uresničijo, vaši načrti pa so smeli in strumni in za njimi stojite. Še enkrat, velika podpora z občine Sveti Tomaž, kjer prebiva približno 2000 prebivalcev. Smo mirna občina, brez izgredov, brez večjih, dejansko nečednih dejanj, v večini kmečka občina, z kmečkimi prebivalci. Naše hiše, naši domovi, naše garaže so več ali manj odklenjene, tudi čez noč. Si zaupamo z izpostavitvijo tega azilnega doma v Središču ob Dravi, pa bi se verjetno tudi to dejanje naših občanov porušilo. Še enkrat vsa podpora in srečno še naprej. Hvala. Hvala. Miroslav Novak je naslednji. Ja, hvala lepa za besedo tudi z moje strani in lep pozdrav vsem prisotnim. Gospa Katarina Štrukelj, ta sklep na vlado prenesete, pa naj omaknejo takoj, ker gledajte, tega azilnega doma si vse 3 občine ne zaslužijo, še najmanj pa v Središču ob Dravi. In če vi mislite, da lahko delate, kar si pač v Ljubljani zmenite, gledajte, to vam uspelo ne bude.
Tu je prej bilo omenjeno ze strani županov, iskali ste lokacije. Zdaj ne vem, ali ste v Ljubljani slučajno slepi, gledajte, kupili ste zgradbo za pravosodje. Opremite jo, namestite migrante v Ljubljani. Samo mislim, da vas v Ljubljani več ne marajo s temi migrante. Zdaj bi radi v te podeželske občine spravili tele azilne domove. Gledajte, to vam uspelo ne bude. In še drugo pa to, včeraj ste v medijih pri 24 urah, tako moram vam povedati, da ste se skoraj nasmejali, ko boste gradili te azilne domove. Ja, boste jih gradili, samo v središču sigurno ne. Ker če vi mislite, da lahko vi pripeljete pa naredite vse brez nekih soglasij občanov, vseh treh občin, gledajte, te verjetno morate vi samo verjeti gospodu predsedniku vlade, ki vas je pa s tem namenom nastavil. To delali ne ste, gledajte, naš narod si tega ne zasluži. In še enkrat, sicer so že predhodniki marsikaj povedali, v podeželje to ne sodi. Gledajte, to so občine, središče ob Dravi, ki je 2000 prebivalstva. Ormož 11.800 ali 12.000, Sveti Tomaž 2000. Gledajte, to si vi uredite v Ljubljani, če pač imate namene teh migrantov podpirate, ker naši ljudi tako ne podpirate. Našega naroda ne podpirate. Koliko vi daste za občino središče ob Dravi iz proračuna Ljubljane? Kalček morje, a zdaj pa bi gradili domove azilne. Gledajte, še enkrat vas opozarjam, to v podeželje ne sodi, ker ne poslabšaje prebivalstva, ljudje ne bodo imeli takega življenja več, kako so ga imeli do zdaj, sicer na vsej področji je tako izredno slabo, ne? Žalostno pa še to, da ste sami prišli z Ljubljane, sami ste upali priti. Zakaj niste pripeljali še nekšni drugi inštituciji? Sami lahko odgovarjate za vse tu, koliko nas danes tu stoji, oziroma sedi. Gledajte, to je sramotno. A v medijih pa toliko glih, da se ne smejete, kad ste gradili. Ne vem, če ste lahko šli, gledajte, pokončno glavo domov, preneste vse podatke na vlado, ker gledajte, tega dela tu v središču v Dravi, tega ne boste delali, definitivno ne, ker bomo vse moči uporabili, kada možno. In če si vi predstavljate, ki ste prej mogoče ne znali, kje središče je, zdaj pa bi azilne domove delali, pozabite na to. Še enkrat vas opozarjam, imate pravosodno dvorano v Ljubljani oziroma zgradbo, ki jo je vlada kupila, tam zdaj opremite in računalniki pa že verjetno čakajo na azilne. Hvala lepa. Hvala. Naslednji prijavljeni je Andrej Kosi. Hvala predsedujoči za besedo, lep pozdrav še enkrat vsem prisotnim v mojem imenu. Torej, tudi jaz osebno, tako kot svetnik občine Ormož, pa tudi kot poslanec Državnega zbora, ostro nasprotujem temu sklepu. Nenazadnje bi pa rad izpostavil naslednje. Torej, Evropska unija je glede migracij izbrala napačno politiko, katera žrtev je tudi Republika Slovenija. In dejansko, ko govorimo o migracijah, govorimo, poudarjam, o ilegalnih migracijah. Torej, ne govorimo o legalnih, ampak ilegalnih. Torej, ne o ljudeh, ki so prišli v Slovenijo na nek legalen način, se Sloveniji ustalili, naučili jezika, danes tu živijo, si rodili družine, ampak govorimo o ljudeh, ki prihajajo v Evropo na ilegalen način. In to celo tako, da azilni sistem tudi večkrat zlorabljajo. Seveda, evropska politika je bila naklonjena pač temu, da bomo na ta način reševali demografijo, vendar zadnji podatki govorijo o tem, da kar 2/3 ilegalnih migrantov, ki živijo v Nemčiji, živijo na račun državljanov in državljank pač Zvezne republike oziroma Republike Nemčije, države Nemčije, in tudi posnetki po državnih omrežjih jasno govorijo o tem, da se tam izpostavljajo številna kazniva dejanja, torej posilstva in drugi pretepi in tako dalje.
Še vedno pa je problem v tem, da se pač ti ljudje ne integrirajo, pa se spostavljajo geti, torej v mestih, kamor policija dejansko ne upa. In pravzaprav, če bomo to nadaljevali tudi v Sloveniji, bo to tudi v Sloveniji. Seveda, spoštovana gospa Štrukelj, mi ne govorimo o ljudeh, ko ste jih vi prej v vašem nagovoru povezovali, torej o ljudeh, ki bežijo zaradi vojne, kot so Ukrajinci, državljani Bosne in tako dalje, kajti ti ljudje so bili v Sloveniji toplo sprejeti. Slovenci vedno toplo sprejemamo tujca, se dobro počutijo, tudi kot turisti, tudi tukaj v Središču ob Dravi so zelo dobrodošli, tudi gradimo na turizmu in ti ljudje so prišli v Slovenijo, torej da so bežali pred vojno. In danes so tudi državljani Ukrajine lepo integrirani v našo družbo. Otroci hodijo v šolo, ljudje živijo, so se učijo slovenskega jezika in tudi policija z njimi nima težav. Dejstvo pa je, da dejansko mi govorimo o ilegalnih migrantih, torej o moških, kajti podatki so jasni, torej, če dam podatek, predvsem iz lanskega leta, ki sem ga torej pridobil strani Ministrstva za notranje zadeve, torej od 55.455 migrantov, ki so ilegalno pristopili meje od novembra oziroma od 1. januarja do 30. novembra, je bilo kar 47.880 moških. Torej, to ne bežijo družine, prav tako ne drži informacija, da bežijo zaradi podnebnih sprememb, kajti Evropa je pravzaprav tista, ki najbolj čuti podnebne spremembe, tudi mi v Sloveniji, tako so bili predlanski požari in pa lanska poplave in dejansko tudi Evropa je tista, ki ne more živeti. Seveda pa bi pa tako rekel, jaz policiji kot organu zelo zaupam in se tudi zahvaljujem vodstvu policije in tudi policistom za konkretno opravljeno delo, vendar nažalost pa menim, da ne boste morali konkretno upraviti oziroma zagotoviti varnosti tukaj v Središču ob Dravi, kajti tudi v Ljubljani tega ne zmorete. Zdaj, če imate namen, da boste to reševali z rdečimi nalepkami kot Ljubljane na podhodih, ker pač ženske opozarjata naj primeru posilstva, torej pokličejo policijo, potem bodo to zelo težko reševali, predvsem pa tudi zato, kar je podatek, da se kar za 1000% povečala prodaja solzivca v Ljubljani. Torej, dejansko podatki govorijo, da je varnostna situacija v Ljubljani zelo pereča, tudi v mediji smo lahko večkrat slišali, da se ženske bojijo po noči hoditi po mestu in dejansko si občani in občanke tu v Središču tega ne zaslužijo. Gre za podeželsko območje. Ljudje radi obiščejo svojega soseda, tudi zvečer gredo na polje, gredo v vinograd in si ne želijo, da bodo v strahu z solzivcem v roki ali pa celo z kakim drugim zadevo si zagotavljali svojo zagotovljeno varnost, ki jo tudi Ustava Republike Slovenije zagotavlja. In spoštovana gospa Katarina, povejte torej predsedniku vlade, da po Ustavi Republike Slovenije ima oblast ljudstvo. In ljudstvo pač torej upravlja državo pač preko seveda tistih, ki jih izvolijo in tudi državljanke so tudi v središču in dejansko tudi oni so tisti ljudje, ki jim postavi upravlja država in ne more torej vlada sprejemati sklepe kar tako brez, da bi se prej posvetovala ali kakorkoli obvestila lokalno skupnost. Torej tudi v Središču, tudi v drugih občinah, tudi na Obrežju, predvsem, ker je večja problematika, so ljudje, so ljudstvi, so državljani in državljanke Republike Slovenije, ki si predvsem, torej, bi lahko rekel, zaslužijo torej varno življenje. In še en podatek, kar se tiče tudi migracij v lanskem letu, kar je tudi problematično za Ormož, kajti v policijski postaji Ormož je bilo lansko leto 146 ilegalnih migrantov. Če že hočete izpostaviti azilne domove, torej ob meji, da bi zmanjšali stroške prevoza v Ljubljano, ki so znašali po nekaterih ocenah, mislim, da okrog 1 milijon evrov, poglejte, v Brežicah torej 46.000 migrantov, v Metliki preko 700.000, v Črnomlju, tudi v bližnji Lendavi 1100, torej to so področja, kjer je večji prehod ilegalnih migrantov na meji in lahko tudi tam spostavite območja, vendar te azilne izpostave, vendar se bojim, da tudi tam boste seveda, tako kot tu, bodo pač odpor. Tako da jaz ponovno pozivam, spostavite torej večji torej ukrep na sosednjo Hrvaško, da naj varuje šengensko mejo, tako kot so naši policisti varovali, ko je bila zunanja meja policije oziroma meja šengenska v Sloveniji, ne pa, da moramo mi potem to varovati meje.
In gledajte, tudi Avstrija se je začela varovati, tudi Italija. Posebej poreč bo še težava, ko bo začela Italija premeščati ilegalne migrante v Albanijo, kajti potem bo ta pritisk na zahodno-balkansko pot še ostrejši, še močnejši in bojim se, da bodo se morali državljani oziroma tukaj prebivalci res, tako kot je bil poziv predsednika največje opozicijske stranke, legalno oboroževati. Hvala. Hvala. Zdaj drugih prijavljenih k razpravi ni. Seveda pa smo dobili kar nekaj vprašanj od, se pravi, tisti, ki so se danes tukaj pred Sokolono zbrali. Zato prej, ko dam besedo gostom, bi še prebral vsa ta vprašanja. Zdaj večina se vprašanj glasi seveda na spoštovano gospod Štrukelj. Prvo vprašanje je, kdo je vam dal mandat za zagovarjanje sklepa vlade, če ga vi niste sprejeli? Če ste za vlado pripravili sklepe in lokacije azilnih centrov, ali ste pripravljeni sprejeti kazensko odgovornost za ogrožanje državljanov Republike Slovenije, ki ga povzročate s svojim ravnanjem? Zakaj kršite zakonodajo o nelegalnem prehajanju meje? Ali se zavedate, da azilnega centra v Središču ob Dravi ne bomo dovolili? Kako lahko povabiš goste, azilante, pa jih nimaš kam dati? Zakaj ne delate azilnih domov v občinah, ki so se same javile in katere so? Zakaj jih ne nastanite v hišo od sodnikov v Ljubljani? Zakaj ne? Če ta lokacija, stavba primerna za azilni dom, nima vseh dovoljenj, zakaj se ne ustavijo v prvi varni državi? Zakaj ne postavijo azilnih domov na meji z Italijo ali Avstrijo? Kdo bo poskrbel za našo varnost? Zakaj Središče ob Dravi? Zakaj mediji molčijo o incidentih, ki jih povzročajo migranti? Zakaj zlorabljajo termin višja sila? Kakšen center bi naj bil? Kontejnerji, šotori, obstoječi objekti? Zakaj ukinjamo vojsko na meji? Zakaj podiramo ograjo? Zakaj gradimo azilne domove, če migracij ni? Zaradi tega namreč, ker migracij mi ukinjamo vojsko, ograjo, nam govorite že 2 leti. Zakaj lažete pri nas 10 mesecev na val migrantov? Povejte resnico. Kdo bo za našo varnost poskrbel? Že zdaj smo prepuščeni sami sebi. Prejšnji teden je policija rabila 25 minut od klica do prihoda azilantov, vi boste zagotavljali varnost. Veste, kaj 20 moških, starih med 20 do 30 let, stori v 25 minutah? In še zadnje vprašanje, zakaj Litijska 51 ni primerna? Zdaj prej, ko bi dal besedo naprej, bi še samo rad z 3-4 stavki zaključil. Glede, ljudje, ki tukaj živijo, so branili mejo leta 1991. Za zahvalo so dobili azilni dom. Sklep. Azilnega doma še ni in ga ne bo. Slovenija, se zavedajte, bo toliko varna, koliko bo varna njena meja. In slovenske meje ne bodo branili migranti, ampak jo bodo branili Slovenke in Slovenci. Tako, spoštovana gospa Štrukelj, verjamem, da bo nekaj dela z odgovori. Vas vabim. Hvala lepa za vse vprašanja. Jaz sem povzela, bolj teme, sklope tega. Zdaj, sprejela je sklep vlada, ne Katarina Štrukelj, ampak vlada. Zdaj, mogoče bi povedala, da kapacitete azilnih domov so v mestih, ker to je bilo eno od vprašanj, so v Ljubljani, Mariboru, Postojni, Kopru, Logatcu
in še mnoge druge, kjer imamo nastanjene ukrajinske državljane, ampak vam pač to ne bom, mogoče ni toliko tema, ne. Se pravi, ilegalni migranti, o katerih smo govorili, so sedaj v mestih. Praksa drugih držav, sosednjih držav je, da imajo večje sprejemne centre in jih potem razseljujejo po, bom rekla, občinah, ker imajo pač drugačen sistem, kot ga imamo mi. Pri iskanju lokacij so se upoštevali naslednji razlogi. Migracijski tokovi, jaz sem že zadnjič razlagala in tudi danes je bilo to že obrazloženo, ja, največji pritisk trenutno je na Obrežju. Tudi policija je povedala, koliko ilegalnih migrantov ste imeli tukaj, lahko pa se seveda tok spremeni. Že zdaj sirijski državljani v bistvu gredo proti Avstriji. Drugi kriterij je bil kapaciteta države, se pravi tam, ker je pač lastnik Republika Slovenija, in pa oddaljenost prvih naselij. In seveda pogledali smo tudi prakse iz tujine. Hrvaška gradi se postavlja center v bližini meje Italija ga je postavila. Jaz si ne želim takih razmer za prosilce za mednarodno zaščito, kot so recimo v Trstu. Če greste v Trst, če greste v Novo Gorico, ljudje se sprehajajo, bivajo v silosih pod mostovi. Jaz mislim, da smo mi dolžni kot Slovenija v bistvu spoštovati evropsko in slovensko zakonodajo na tem področju. Zdravstvena oskrba. Jaz sem prej rekla, da govorimo o dveh kategorijah, vlagateljih namere, ki v razpravi sploh niso bili omenjeni, in o prosilcih za mednarodno zaščito. Vlagatelji so tisti, ki samo izrazijo namen in imajo v bistvu po zakonu samo 3 pravice. In ena tudi zdravstvena oskrba. Za zdravstveno oskrbo skrbi urad, ker imamo sklenjene pogodbe z zdravniki in medicinskim osebjem. Še enkrat bi poudarila, da gre za zgolj začasno in izključno začasno rešitev, da to ne gre za center, kjer bo potekala integracija. Ko je bilo vprašanje, v kakšni obliki, ja, začasni objekti so bivalni kontejnerji. In ko je bilo vprašanje, da se integrirajo samo ukrajinski begunci, da spomnim, da v Sloveniji živi na območju Slovenije približno 900 oseb za priznano mednarodno zaščito, ki so enako uspešni pri integraciji, kot so državljani Ukrajine. Nekateri od njih so tudi moji sodelavci in delajo kot socialni delavci v azilnih domovih. To je vse. Še mogoče kdo od drugih gostov? Spoštovani prisotni, prisotnost današnje policije. Policija je dolžna izvajati naloge policije, ki izhajajo iz zakona o nalogah pooblastilih policije, se pravi 4. člen nas zavezuje za varovanje življenja, premoženja ljudi. Ni to naperjeno zoper ljudi prisotne v okolici doma, ampak zagotavljamo varnost cestnega prometa, zagotavljamo, vzdržujemo javni red in mir, preprečujemo kazniva dejanja. Da pojasnim najprej organizacijo dela policije. Z 1.1.2023, to je po vstopu Republike Hrvaške v šengensko območje, se je na postajah mejnih policij Središče ob Dravi, Zavrč in Gruško je ukinila mejna kontrola, policisti pa so pričeli izvajati izravnalne ukrepe, ki so namenjeni kot nadomestilo izvajanju mejne kontrole in varovanju državne meje. V okviru izravnalnih ukrepov se ugotavljajo nedovoljeni prestopi notranjih meja in čezmejna kriminaliteta. Policisti naloge izvajajo z rednimi oblikami dela, poostrenimi nadzori in drugimi oblikami policijskega dela. 21.10.2023 je Vlada Republike Slovenije za ponovno začasno uvedbo mejne kontrole na meji z Republiko Hrvaško in Madžarsko kot strateški mejni točki določila bivši postajo mejne policije Gruškovje in postajo mejne policije Zavrč, kjer se izvaja selektivna kontrola 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Na bivšem postaji mejne policije Središče ob Dravi se mejna kontrola ne izvaja, ampak se izvajajo prej omenjeni izravnalni ukrepi v notranjosti. Se pravi, nadzor na cestnih komunikacijah in tako imenovani zeleni meji. Kar se kadrovskih
struktur tiče. Organizacijska in kadrovska prilagoditev slovenske policije po vstopu Republike Hrvaške v šengensko območje je potekala postopoma na podlagi izdelane strategije za prilagoditev delovanja policije po vstopu Republike Hrvaške v šengenski prostor. S 1.7.2023 smo del kadra, ki je bil prej namenjen izvajanju mejne kontrole in varovanju meje, prerazporedili na policijsko postajo za izravnalne ukrepe in območne enote v notranjosti. Prerazporeditev je potekala izključno na podlagi podrobnih analiz, ki so vključevali stanje varnostne situacije in operativnih potreb teh enot. Na policijskih postajah, ki mejijo na državno mejo z Republiko Hrvaško, torej policijska postaja Ormož, Gorišnica in Podlehnik, smo obdržali toliko kadra, s katerimi lahko učinkovito obvladujemo varnostne razmere na postajnih območjih. Res je, da si pri teh nalogah poslužujemo tudi rezervnega sestava policije oziroma pomožnih policistov. Pri tem pa moram poudariti, da je, bom rekel, v poklicu pomožnih policistov za območje policijske postaje Ormož je bil manjši delež. Policijska postaja Ormož prav tako ne nudi kadrovske pomoči policijski upravi Ljubljana v okviru izvajanja nalog azilnega doma. Prav tako smo na policijski postaji Ormož pustili večje število kadra, kot smo ga pustili na policijski postaji Gorišnica in Podlehnik. Vprašanje, torej, kako bo poskrbljeno za varnost, zadevo bomo prilagajali, zagotovo bomo prerazporedili določen del kadra, ko se bo stanje poslabšalo, oziroma ko bomo predvideli, da se bo poslabšalo. Ne, bom rekel, ne zatiskamo si oči, da se problematika, vsaj z vidika prisotnosti, verjetno bo spremenila, bomo pa zagotovili raven varnosti. Kar se tiče transporta migrantov, sprovajalci migrantov, torej osebe, ki se ukvarjajo z prevažanjem, spravljanjem čez mejo in na njihov račun služijo, spreminjajo svoje moduse. Tudi ta del nam je poznan, zato v okviru tega intenzivno sodelujemo z tujimi varnostnimi organi, tako na regijski ravni, lokalni ravni, kot tudi državni ravni v okviru sodelovanj med policijskimi atašeji in izmenjujemo informacije. V teku so tudi mešane patrulje z obema sosednjima državama, kjer tudi primemo večje število teh ilegalnih migrantov. Kar se tiče nadzora nad tistimi, ki bodo podali namero za mednarodno zaščito oziroma v nadaljevanju podali vlogo za mednarodno zaščito v skladu z zakonom o mednarodni zaščiti, pojasnjujem, da se tem seveda izda izkaznica, ki velja kot dovoljenje za prebivanje, verjamem pa, da tistih, ki bi potrebovali potni list za begunca, ko je vloga rešena na območju Središča ob Dravi, naj ne bi bilo. Kar se pa tiče zadeve, da je policijska patrulja potrebovala 23 minut, drži, je pa bila časovno oddaljena in na drugi nalogi in je bila poslana prva razpoložljiva patrulja. Ampak ta del bom kot direktor seveda tudi preveril, zakaj je prišlo do takšnega zamika. Območje policijske postaje Ormož pa je, bom rekel, je kar veliko. Tako da v tistem trenutku jih verjetno res ni bilo v Središču ob Dravi. Hvala. Hvala. Še mogoče kdo od gostov? Drugače bi jaz rekel, zdaj ze strani prve gostje, gospe Štrukelj, smo absolutno z odgovorom nezadovoljni. Torej, občine so tiste, jaz mislim, da smo občinski svetnice in svetniki povedali svoje stališča. Vztrajali bomo pri tem, da se ta azilni dom absolutno pri nas ne zgodi. To obljubljamo danes. Zdaj sprejeli bomo absolutno določene sklepe. Dosti je bilo govora, pa moram vseeno prebrati, že zaradi vseh tistih, ki nas gledajo, ne? Bilo je govora okrog tega, koliko migracij na določeno policijsko upravo. In to, da si prav Središče ob Dravi, to, da si prav ta del zasluži sklep azilnega doma. Če pregledamo podatke, da se na policijski upravi Novo mesto je bilo teh ilegalnih prehodov in nedovoljenih vstopov, se pravi v letu 2023, 47 543.
na območju policijske uprave Koper 8783, na območju policijske uprave Ljubljana 1377, na območju policijske uprave Murska Sobota 845, policijska uprava Maribor pa 977. To se pravi, večina teh migrantov, ki bo prišla po drugih mejah, ki bo se lepo prepeljali, transportirali v središče in potem naj lokalne skupnosti z dvomom po varnosti, kako bo varno to območje. Občankam in občanom želimo vedno kvalitetno bivanje, da se nam odselijo, da se ne izprazni meja in s tem boste botrovali, da se bo še več problematike na našem območju zgodilo. Jaz moram povedati v svojem imenu, tudi v imenu kot župan občine Ormož, sem zelo razočaran na kompletno komunikacijo, nad samimi odgovori in bi rekel tudi nad tem vztrajanjem. Nismo bili obveščeni, niste nas vključili v komunikacijo. Jaz bi samo rad videl, kaj pravi na to varuh človekovih pravic. Občina vedno poziva, ko občanov ne vključimo pri določenih projektih, nas pozivajo, da ne teče komunikacija, nam grozijo z določenimi kazni. Se vprašam tukaj, občanke, občane, predstavniki lokalnih skupnosti, nismo o tem vedeli čisto nič. Poglejte, koliko ljudi se zbira. Poglejte trdnost občinskih svetov. Poglejte trdnost tudi ostalih ljudi. Vse se zanemarja. Jaz ne vem, na kak način, na kako pot se spušča ta naša preljuba Slovenija. Obljubljamo pa tudi, da bomo izkoristili vsa pravna sredstva, da se to pri nas ne zgodi. Zdaj vse, kar nam ostane, nam seveda ostane to, da sprejemamo sklepe, ki smo si jih nekako zastavili za to sejo. In sicer sklep se glasi: Občinski svet Ormož, Občinski svet občine Središče ob Dravi, Občinski svet občine Sveti Tomaž v zvezi s sklepom Vlade Republike Slovenije o organiziranju začasnih izpostav azilnega doma, ki ga sprejela na 93. redni seji dne 29. februarja 2024, ugotavlja, da to predstavlja visoko varnostno tveganje za občino in prebivalce. Občinski svet Ormož, Občinski svet občine Središče ob Dravi, Občinski svet občine Sveti Tomaž odločno nasprotujejo kakršnikoli vzpostavitvi izpostave azilnega doma oziroma nastanitve nezakonitih migrantov na območju občine Ormož, občine Središče ob Dravi in občine Sveti Tomaž. Občinski svet Ormož, Občinski svet občine Središče ob Dravi, kot tudi Občinski svet občine Sveti Tomaž pozivajo Vlado Republike Slovenije in Državni zbor, da z namenom preprečevanja varnostnega tveganja zaradi nastanitve nezakonitih migrantov oziroma vzpostavitve azilnega doma ali njegovih izpostav na območju občine predlaga oziroma sprejme spremembo zakonodaje, ki ureja pristojnosti občine, da bo za vzpostavitev azilnega doma na območju občine oziroma nastanitev nezakonitih migrantov obvezno soglasje občine ali posvetovalni referendum. Ta sklep velja takoj ob sprejemu in se objavi v uradnem glasilu slovenskih občin, uradnem glasilu občine Središče ob Dravi in uradnem glasilu občine Sveti Tomaž. Pa dajem takšen sklep na glasovanje, pa sprašujem, kdo je za takšen sklep. Sploh ne rabim spraševati, kdo je proti, ker ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. Zdaj naslednji sklep, ki ga bomo sprejeli po to točko, je tudi sklep o začetku zbiranja podpisov občanov za vložitev peticije zoper postavitev azilnega doma. Na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije številka 21.400-4/2024/2 z dne 29.2.2024 sprejetega na 93. redni seji Vlade Republike Slovenije se z dnem 13.3.2024 prične zbiranje podpisov občanov za vložitev peticije zoper sprejeti sklep v zadevi postavitve izpostave azilnega doma na mejnem prehodu Središče ob Dravi. Občani, ki so proti postavitvi azilnega doma in se strinjajo s cilji in zahtevami peticije, so pozvani k podpisu peticijskega lista. Cilji peticije so naslednji. Zahtevamo, da sklep Vlade Republike Slovenije številka 21.400-4/2024/2 sprejet na 93. redni seji Vlade Republike Slovenije dne 29.2.2024
v zadevi postavitev azilnega doma, namenjen prehodu središča ob Dravi, v celoti prekliče. Zahtevamo, da se ponovno preučijo lokacije za postavitev azilnega doma, pri čemer se upoštevajo interesi in mnenja lokalne skupnosti. Zahtevamo transparentnost in vključenost lokalne skupnosti v odločevalske procese glede postavitve azilnega doma. Podpisi občanov se zbirajo na sedežnih občin središča ob Dravi, Ormož in Sveti Tomaž. Zbiranje podpisov se izvaja v obdobju od 13.3.2024 do 18.3.2024. Ta sklep velja takoj po sprejemu na skupni izredni seji vseh treh občinskih svetov dne 13.3.2024 in se objavi na spletnih straneh občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, oglasnih deskah ter drugih primernih mestih v občini. Pa dajem takšen sklep na glasovanje. Kdo je za takšen sklep? Vsi, torej ne rabim spraševati tudi v tem sklepu, je kdo proti, to se pravi, je tudi ta sklep soglasno sprejet. S tem smo še en sklep imamo za sprejete, to se pravi, ki se glasi: Občinski svet Ormož, Občinski svet občine Središče ob Dravi, Občinski svet občine Sveti Tomaž upoštevaje mnenje prebivalcev lokalne skupnosti, pozivajo Vlado Republike Slovenije k preklicu sprejetega sklepa številka 21.400-4/2024/2 z dne 29.2.2024, ki je bil sprejet na redni seji Vlade Republike Slovenije v zadevi postavitve azilnega doma v Središče ob Dravi. Občinski svet Ormož, Občinski svet občine Središče ob Dravi in Občinski svet občine Sveti Tomaž poziva Vlado Republike Slovenije, da se predhodno opravijo dodatne analize in posvetovanja s prebivalci lokalne skupnosti, strokovnjaki za področja varnosti, socialnih in ekonomskih vplivov ter ponovno preuči lokacijo postavitve azilnega doma, preden se sprejme kakršnakoli končna odločitev glede postavitve azilnega doma. Občinski sveti naročajo županom, da s pisnim obvestilom nemudoma obvesti Vlado Republike Slovenije o tem sklepu in s pozivom, da se upošteva načelo transparentnosti in sodelovanja strani vlade pri obravnavi tovrstnih vprašanj, ki neposredno vplivajo na življenje in dobrobit lokalnih skupnosti. Vlado Republike Slovenije pozivamo k ponovni vzpostavitvi šengenske meje za zagotovitev večje varnosti in učinkovitejšega nadzora migracijskih tokov z upoštevanjem uredbe 2016/399 Evropskega parlamenta in sveta z dne 9. marca 2016 o zakoniku Unije o pravilih, ki urejajo gibanje oseb preko meja, ki določa tudi, da lahko države članice uvedejo začasne kontrole na mejah v odziv na resno grožnjo javnemu redu ali notranji varnosti. Podajam takšen sklep na glasovanje. Kdo je za takšen sklep? Ugotavljam, da je tudi ta sklep soglasno sprejet. S tem smo po to točko vse sklepe sprejeli. Zaključujemo točko 2.